Ta mlada ženska ima več poguma v sebi, kot ga bomo verjetno vsi mi imeli v celem življenju, saj je pripravljena stopiti pred kamero in razkriti norost tega, kar se je zgodilo, ko se je odločila poročiti z islamistom. Želim si, da bi lahko rekla, da je to le ena zgodba, vendar je to ena od več 10 zgodb, ki jih imam shranjene. Zgodbe, ki nas vse resnično globoko vznemirjajo. In če si ena izmed tistih skrajno neumnih žensk, ki so se zaljubile v moškega, ki ti pravi, da te ljubi in se želi poročiti s tabo, in vse, kar moraš narediti, je, da prestopiš v islamsko vero. In ti ni povedal, da če boš kdaj obžalovala to odločitev, lahko s tabo počne, kar hoče. No, naj ti to služi kot majhno opozorilo, ker se zgodba ne konča vedno tako, kot bi nas prepričevala Taylor Swift. Včasih se konča tako. To je prošnja za vse muslimanske ženske, ki bi mi morda lahko pomagale. Moje ime je Jana. Stara sem 24 let, sem spreobrnjenka in moj mož me zadržuje v islamskem zakonu. Noče mi dati talaka. Obrnila sem se na islamske svete, vendar so mi zavrnili dati fask, čeprav me moj mož že 9 mesecev ne podpira. Finančno mi sploh ni pomagal. Živiva v različnih zveznih državah. Ni mi zagotovil ne hiše, ne oblačil, ne hrane in skoraj sem že obupala. Nimam več ničesar, kar bi lahko poskusila. Kontaktirala sem 3 islamske svete in eden izmed njih mi je že povedal, da moram predložiti 4 priče, čeprav jih on ne rabi prinesti nobene. Ja, vsem vam, ki ste nasedli propagandi, da je islamizem tako čudovit do žensk, da jih tako lepo obravnava. Kje so islamski sveti? Kje so islamski sveti, ki bi morali pomagati tej mladi deklici, ki ni deležna skrbi, kot bi jo moral nuditi pravi moški, kot smo videli v vseh njihovih propagandnih videih? Kje so? Svoj primer moram zagovarjati pred komisijo imamo in imeti moram 3 spravna srečanja s tem moškim, ki me je finančno zlorabljal, me prisiljeval in poskušal manipulirati z mano. Sirov mojo družino je kontaktiral in od njih zahteval, naj nekaj ukrenejo glede tega, da želim zapustiti ta zakon. Iščem pomoč. Počutim se izjemno ranljivo, izjemno obupano in imam občutek, da nimam glasu. Če mi lahko kdo pomaga, prosim, pustite komentar. Hvala. Užibajmo konec zgodbe. Ne bodo ji pomagali. Pravzaprav se bodo verjetno spravili nanjo, ker si je drznila razkriti, kaj se v resnici dogaja. Torej, kaj se v resnici dogaja, prijatelji? Kaj se pravzaprav dogaja? Mislim, da ta zgodba to kar dobro prikaže. To je zgodba o Wiam, ki je stara 13 let in je prisiljena poročiti se z Mohamedom, ki je star 29 let. To je več kot 2-krat več od njenih let. S solzami v očeh opisuje svojo vsakodnevno nočno moro. Preberimo, kaj imajo tukaj povedati. To je naša odgovornost. Zakaj ste jo poročili tako mlado, da bi ustvarili družino? In vzel sem jo mlado, da jo vzgojim sam. Oprostite. Vzel sem jo, da jo mlado vzgojim sam. Kaj pomeni, da jo vzgojite sami? Tako se bolje razumemo. Povejte mi, kako vzgajate svojo ženo. Vse to seveda prihaja od televizijskega voditelja. Razumemo se, dokler smo mladi. Kaj pričakujete od nas kot vaše žene? Poslušati bi morala, kar rečem. Kot kaj? Kaj si želite kot mož? Kaj točno potrebujete? Karkoli rečem, bi morala poslušati. Zdaj, točka, ki vam jo želim pokazati tukaj, je njen obraz. Prav? Tukaj razlaga, da jo želi vzgajati, mora poslušati, on jo mora izučiti. In voditeljica je zaradi tega nekoliko zmedena, vendar samo opazujte njen obraz, ko nadaljuje. Oseba. Moja šefinja. Peri, čisti, opravi opravila, veš, običajne stvari. Naj bo Bog s tabo. Naj bo Bog s tabo. Da služi tvoji družini. To je tisto, kar naj bi počela. Naj bi služila tvoji družini, pravi. In vprašajo, ali si pripravljaš toplo vodo zase? Naj pripravim si jo, če si jo želim. Potem pa zakaj? In tukaj bo zdaj njeno pričevanje. Videli smo, kaj moški dejansko mislijo in verjamejo. Poglejmo, kaj ima ona zapovedati. Poleg tega pa jaz nič od tega stranja ne znam narediti. Boris F. Še enkrat, za tiste, ki samo poslušajo. Do konca večera moram biti pripravljena za svojega moža. Naj vas spomnim, da je to dekle staro 13 let. Si prisiljena vse to početi? Zdaj sem ženska.
Ženska mora vse to početi in če noče, jo vpraša. Dekle ne more reči ne. Ne veš. Gledajo. Dnevnik 13-letnega otroka. Komentatorka je očitno popolnoma šokirana. Kaj se zgodi, če reče ne? Kaj naredijo? Pretepehojo. Pretepehojo. Prav ta 13-letna deklica temu moškemu pove, da če reče ne, da bi bila ponoči na voljo svojemu možu, kot 13-letnica jo pretepejo. In on odgovori, torej, da ne bi bila pretepena, mora reči ja. Ja. In če je pretepena, mora ostati tiho, ker nima izobrazbe. Ker če ima izobrazbo, lahko dela in ji ne bo treba biti odvisna od moža, kaj ne? Vse je povezano v neodvisen krog. Kot je tista ženska prej rekla, on me finančno ne podpira. In dejstvo je, da je morda izobražena, ker se je spreobrnila, ampak ta mlada 13-letnica ni izobražena, zato nima izbire, kam bo šla. Kdo jo bo podpiral? Kdo jo bo podpiral? Morda kakšen drug nasilen moški, če bo imela dovolj sreče, da ji ta moški omogoči izhod iz zakona, ampak to je malo verjetno, ker jo bodo verjetno najprej kamenjali. Kako je ime tvojemu možu? Ime mu je Muhammad, tako kot mojemu očetu. Tako kot mojemu očetu. Veš, kako ogabno je to? Da bi oče poročil 13-letno deklico z moškim, ki pravi, da jo želi vzgojiti tako, da bo podrejena. In njegovo vprašanje zanjo je vprašanje, ki si ga vsi zastavljamo. No, si ga vsaj ljubila? Si ga ljubila, preden sta se poročila? In njen odgovor je, nisem ga poznala. Nisi ga poznala. Nisi ga poznala. Kdaj si ga torej prvič videla? Ko so mi ga predlagali za moža. Torej ga je prvič videla na dan zaroke. Kakšna je bila tvoja reakcija, ko si ga videla? Sprva me je bilo malo strah in sem bila zmedena. Si lahko premislila? Ne. In tukaj jo vidiš, kako joka. No, pa jo imaš. 13-letnica joka. Čudovito je, fantje. Zelo priporočam to, če imate 13-letno hčerko, veste, da si točno to želite, da vaša hči doživi, kaj ne? Torej, kar naprej, spreobrni se, bedak. Kaj te najbolj moti? Da nisem dokončala študija. Ker če bi dokončala študij, bi lahko bila samostojna. Lahko bi se finančno preživljala, kar pomeni, da bi morda lahko odšla od tega. Ampak ker tega ne morem narediti in ker tega nikoli nisem naredila, nikoli ne bom mogla oditi. To je past. In ona to ve. In ona je bila ujeta pri 13 strani svojih staršev. Kaj je danes najtežje, kar doživljaš? Biti poročena pri teh letih. Zakaj očetu nisi rekla ne? Nisem vedela, da je zakon takšen. Seveda nisi vedela, stara si 13 let. Zakaj bi sploh vedela, kaj zakon v resnici pomeni? Sprva sem bila srečna. Mislila sem, da je to normalno. Kaj je rekel oče? Rekel je, to je tvoj mož. Poslušati ga moraš in tudi svoje tašče in tasta. In nisi mogla reči ne. Ko pa mislim, da smo prišli do točke, ko očetje ne morejo več zaščititi svojih hčera pred norostjo teh stvari, mi je slabo. In to je tisto, kar si želijo za nas. To je tisto, kar si želijo za našo družbo. In moram ti povedati, mlada ženska, če to gledaš in si še vedno z mano in o tem sploh razmišljaš, ali pa misliš, da je to propaganda, ne poslušaj mojih besed. Poslušaj tistega majhnega otroka in razumi, da je to tisto, kar načrtujejo zate. In to je tisto, kar načrtujejo za vse nas. In to je tisto, kar načrtujejo za vse naše otroke. Zato ne bomo nehali opozarjati na točno to, kar je. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.